Gospod Pušnik, na sosedskem derbiju na koncu izid 1-1, videli smo neko pravo prvenstveno tekmo, se strinjate? Ja, res tekma z veliko tempa, mislim, da smo bili boljši nasprotnik, večina tekme smo igrali zelo dobro, mogoče tako kot klasika pri nas doma, ko povedemo po golu 10 minut mrk, zato tudi izenačenje, res prekrasen Eurogol Bratanovića. To, da vseeno mislim, da smo potem imeli še 3-4 res zrele priložnosti, žal jih nismo izkoristili, na koncu pa tudi malce športne sreče v zadnji minuti pri tistih 2 strelih. Vseeno pa sem z igro svojih fantov zadovoljen, imamo za sabo dober jesenski del, uvrstitev na 5. mesto in pa uvrstitev polfinale pokala, fantom čestitke in le tako naprej. Aleš, končana tekma, še zadnje gostovanje za vami v tem jesenskem delu, na tem sosedskem derbiju, na koncu izid 1-1, kako ste zadovoljni? Ja, gledali smo eno odprto igro, tako z ene kot druge strani. Rezultat bi bil lahko tudi drugačen, v korist nas oziroma v korist Celjanom, in mislim, da so ljudje, oziroma tisti, ki so danes prišli na tekmo, gledalci, da so videli eno lepo tekmo z veliko priložnostmi. Če mi nekaj oblikujemo za svoje v drugem polčasu, ki jih nismo izkoristili, pa sigurno se v zadnji akciji imel tudi Celje 100% priložnosti, in tako da moramo biti na koncu zadovoljni s točko. Zakaj ste posegli po menjavi? Berko se je poškodoval, je to vam potem kaj spremenilo plane v nadaljevanju tekme? Ne, pač Berko smo zamenjali Berkota z Bobalovićem, ki je pa prav ista pozicija igra, tako da normalno, če izgubiš igralca zaradi poškodbe, daš drugega, ki smo ga mogli neogretega poslati v tekmo, ampak je pač igralec, ki igra isto pozicijo in ni nobenega problema v tem. Ja, težave z neučinkovitostjo, recimo, da so končane, Bratanović je dosegel res izjemen gol. Bo to potem kaj lažje v nadaljevanju? Čakava še tista zadnja tekma preložena z Mariborom doma. Ja, dosegli smo gol, ampak imeli smo veliko več priložnosti, kjer bi mogli ta zadnji pas boljše odigrati in lahko bi dosegli še kakšen gol. To je tisto, kaj me skrbi, da prihajamo nekje do priložnosti, ampak jih ne znamo izkoristiti, potem nekaj nam manjka v zaključku, in to je tisto, na čemer bomo mogli zelo veliko delati.